Ko je v času druge svetovne vojne nastala odporniška organizacija na Slovenskem. Maja, če dobro pogledaš imena vseh ustanovnih skupin, kaj lahko ugotoviš, kakšna je bila sestava te odporniške organizacije? Različni so. Ja, po ideji zelo različni. Kako smo pa rekli takšni različnosti v družbi nasploh? Pluralizem. Pluralizem. Jan, kako se pa spominjamo tega ustanovnega dne? A je dan upora proti okupatelju? Točno tako. O, Jan, vidim, da te moja razlaga preveč ne zanima. To, kaj so neki tipi pred več kot pol stoletja sklenili, pa res je ekstra zanimivo. Morda bo pa zanimanje pa tem zgodilo referat, ki ga boš naredil do prihodnje ure. Imam krasno idejo. Priklopila se bo naši učni snovi. In sicer razmislil boš, zakaj je bila odločitev za upor proti okupatorju pomembna za posameznika in za narod. To boš storil do prihodnje ure in če me spomin ne vare, to jutri naj preverim, drži kot pribito. Pričakujem tvoje poglobljene misli, pa brez pretirane uporabe strička Googla in kakšnega prepisa z interneta. Za svoje delo boš tudi nagrajen. Je vse jasno, mladenič? Ja. Ustvarjalno popoldne ti želim, vsem ostalim pa naprej še lep dan. Zdaj sem pa večer. Namesto, da bi danes šel na igrišče, moram ta trapast referat pisati. Kaj pa je narediti? Si no, če jutri dobim keca, se lahko tekme v petek kar poslovim. Mama itak vsak dan gleda cene na asistentom in bo takoj vikend brez računalnika in fremov. Ja nič, bo treba angažirati strička Googla. Mogoče mi celo vrata hitro nekaj narediti. Pa, ja, na igrišče, da. No, pa dajmo. Še sreča, da striče Google vse ve. 27. april, dan upora proti okupatorju. Zakaj bi moral zgubljati čas, če je sicer že kdo napisal kaj na to temo? Wikipedija. Nič uporabnega, sami podatki. Pa ne podatkov iz interneta. Pa poglejmo dijaški.net. Povsod isto, kaj vsi samo prepisujejo drug od drugega. Zakaj imamo samo mi učitelja, ki hoče lastno razmišljanje? Kaj pa zdaj? Ja nič, bo treba kar svoje možgančke vklopiti. Jan, a imaš minutko časa, da bi mi... Joj, sorry babi, ne morem. Imam referat za zgodovino, če ne bom jutri cvek dobil. Čakaj, babi, a bi ti meni nekaj pomagala? Napisati moram svoje razmišljanje. Zakaj je bila odločitev za upor proti okupatorju tako pomembna za narod in posameznika? Pa nimam pojma, kaj naj napišem. Ti si malo starejša in bolj veš, kako je bilo takrat. Tako stara pa spet nisem. Vojne sploh nisem doživela. Moji stari starši so jo. Ampak, čeprav razumem, mora biti to tvoje razmišljanje. Babi, no! No, mogoče si pa lahko kako pomagaš s tole mislijo, ki sem jo nekje prebrala. Zgodovina je kot slika, na kateri sicer vidimo neko podobo življenja v nekem času. Vse tisoče odtenkov posameznih osób pa ostajajo skrite našim očem. Ali pa, kot je moja mama rada rekla, v vojni in miru vedno so ljudje tisti, ki odločajo. In zaradi odločitev svojih in tujih živijo bolj ali manj srečno. Ali pa trpijo. Zdaj pa kar pridno delaj. Zdaj pa kar pridno delaj. Ampak tole z odločitvijo, pravzaprav res,
Vse, kar se je zgodilo, je bilo pogojeno z odločitvijo. Že aprila 1941, torej le nekaj mesecev po italijanski in nemški zasedbi slovenskega ozemlja, je v Vidmarjevi hiši pod Rožnikom padla odločitev uporu proti okupatorju. Pogumna ali nespametna. Odločitev preti se sili, na videz nepremagljivi, ki je bila pripravljena zrušiti, uničiti in zatreti sleherni upor. Se je bilo majhnemu in na platnu svetovne zgodovine nepomembnemu narodu pametno upreti veliko močnejšemu sovražniku. Sovražniku, ki mu je bilo nasilje osnovno sredstvo za dosego cilja. Podrediti si druge narode, izničiti njihove korenine, drugačnost, svojskost, njihovo identiteto. Se je bilo pametno upreti in sprejeti vse posledice, ki jih je takšno klubovanje brez obzirnih vojnega stroja prineslo. Odločitev za nikogar v tistih časih ni bila lahka. Bila je osebna, plačana z lastnimi žrtvami, odpovedmi, trpljenjem, pogosto celo življenjem. A osebne odločitve tisočih so se udejanile kot odločitev naroda, da se bo, ne glede na ceno in žrtev, boril za svoj obstoj in svojo samobitnost.
Težek, bolesten spomin, stiska samotno srce. Tu je naš človek živel in v miru zemljo preoraval, nagelj v oknih cvetel, gruljo na dvoru golob, tiho je zdaj na otrok in molk je med črnim zidovjem. Suhe štelijo čez podveje ožganih dreves. Ali še veš, drevo, mesto si v vejah nosilo, v njem je življenje gnezdilo in pelo v nebo. Ali še čutiš pomlad, nad obrst je napela, v listih je zadrhtela, cvetu obljubila sam. Ali še veš, drevo, ali še čuvaš spomin? Nekoč, tega je davno, so mlado jutro češnje cvele, prav kakor zdaj, saj bil je maj. Med belim cvetem pa šumele so čebele in sinji svit je bil čez svet razvit. Nekoč, tega je davno, je cvelo v meni 1000 rož, saj bil je maj, prav kakor zdaj, in tvoj obraz, kot češnjev cvet, med njimi je blestel ves bel. To je bilo nekoč, tega je davno. Spet maj, viharen maj ob Soči, srce, ne oči, zdaj v prsih mi cveto, krvave rože. Sem čakala, da pride od tebe glas. Saj lahko ti povem, da vsako noč je ura mi tiktakalo nespeč obraz. Hodila k našim sem ljudem oči zakrivajoč, ker res ne smem pokazati, da jočem vsako noč.
da iti tebi. Le zakaj? Da nista si razkrivala srca, morda sta je bila bi vsak na svoji poti. Če včasih jočem, se te zgora bi nikoli več ne klicala nazaj. Pozabi vse, po svoji hodi poti in vedi, da s teboj sem vedno jaz. Nocoj si, draga, mi neskončno blizu. Tako bližino tvoje v sebi slutim, da se naslonim na rešetke svoj obraz. Morda te zadnji hip še kje ugledam, še preden veže trd korak začutim, ki bo pohodil sanje in presekal čas. Nocoj sem, draga, nehaj ko voščena sveča in sebi tuj, ko da več nisem jaz. Joj, kmalu me bo strl groze plas in me sprejela med se mrtvih trupl vleča. Nocoj se moja duša s tabo pogovarja, spokojno, saj sem se dojel do dna. Ob situ bom poljubil mesto tebe tla in mojo kri bo škropila zarja. Obledela slika, kot rolašček, ki se ljubko mamici dobrika. Mamica ga srečna gleda in se mu smeji in ne ve, da je na robu bleda sled krvi. In kliči ga, sinko, saj ga ne bo, pa mladna sonočka odvedli temo. Da je bova sama, za zmeraj sama. Ko bo pomlad, nova pomlad, bova očetov šla v grob poiskat.
zvezde sijo preko koč in veter otožno nad nami šušti, te vidim. Vidim tvoje bele lase, vsaka teh nit je prečuta noč, ko si zagrebla obrazne druge. Vidim žalostne gube krog tvojih oči, vsake teh gub žari v bub in kriči, ali moj sin še živi? Pozno je že, a jaz ne morem spati. Skoz majhna vida gledam pusto noč, zajeto, kakor jaz te mamo proč. In mislim nate, moja dobra mati. Samo za en sam večer bi rad glavo na prsi ti položil, razkril ti žalosto in svojnimi. Ko nam zvečer harmonika zapaje in veje v vetru trkajo v okno, mi je, kot da si razpustila svoje kostanjeve lase čez moj obraz. Večer so ptice razprostrle krila in v zrak le igraj harmonika. Je bila odločitev pravilna? Je bilo vredno? Če hočeš ohraniti svoj jaz, svoje najgloblje bistvo, si se prisiljen upreti tistemu, ki ti ga hoče vzeti, če tudi močnejšemu, če tudi za celo žrtev, drugače izgubi samega sebe. Svobodo si lahko priboriš samo sam, ne morejo ti jo priboriti in podariti drugi. Kaj ti takrat ne boš nikoli zares svoboden. Slovenski narod si je skozi tisočere posameznike, ki so se tega zavedli, med drugo svetovno vojno z lastnimi močmi in življenji izboril svojo svobodo in z njo svojo pravico do obstoja, ki mu je priznal tudi ves takratni napredni svet. Da, odločitev je bila prava, težka in drago plačana, a prava. Z njo so nam naši predniki priborili pravico biti. Svoboda, strašna je tvoja cena. Je kdaj kdo izmeril kri, ki je zate potočena od pamti veka do naših dni? Iz te krvi, koliko novih ljubezni bi naročje odprlo, koliko novih ljudi bi sonce ozrlo, koliko novih src bi vesolje ogrelo, koliko lepote in luči iz nje zaživelo. Iz te krvi si se rojevala, svoboda, največja dobrina.
živeti, dihati v svobodnem zraku, slutiti rast, lepoto drobne bilke, ljubiti vsak dekljaj ljubim zemlje, slediti živim, slednjemu koraku. Ko bo šlo sonce, se bo razgrnila tema. Svojo dlanko brneča, težno in hladno mi boš položil na oči, da me svetloba premočna potem in povsem ne oslepi. Ko bo šlo sonce, bo vsak dan z menoj. Naši otroci bodo nosili glave po konci, kot klas. Naši otroci bodo svetli in lepi. Naši otroci bodo ljubili praznik in smeh. Našim otrokom odprto bo sonce in čas. Nismo velik narod, nismo boljši od drugih, a obstajamo. Imamo ime, neslavno in povsod prepoznavno, a naše. Imamo svojo deželo, ne velike, a lepo in bogato. Imamo svoj jezik, v katerem se izpovedujemo, pojemo in se pritožujemo. Imamo pravico, da oblikujemo svojo sedanjost in prihodnost, če tudi pri tem, da delamo napake. Tudi zaradi odločitve, sprejete 26. aprila in odločitev tisočerih, ki so jih sledile. Danes smo, ne najpomembnejši, a samo svoj in svojstven narod na šahovnici svetovne zgodovine.